Idejo za časovno kapsulo smo dobili lansko leto, ker je bila 20-letnica šole in smo rabili nekaj, kako bojo ljudje čez 10 let videli, kakšno je bilo življenje zdaj med korono, ampak tudi zaradi tega, da bojo videli, kako se je spremenilo življenje v teh 10 letih. To, kar smo dali v časovno kapsulo, je v bistvu skrivnost, ker če ne bi bilo tako presenečenje, dali smo pa razne neke spise in zapise. Vsak razred je v časovno kapsulo dal neki izdelek, neko stvar. Ko bodo čez 10 let to odprli, bo verjetno zabavno. Se bojo pa tudi zamislili, ko je čas šel naprej. Prišel je tudi bivši učenec naše šole, Štefan Hadalin, in to časovno kapsulo smo ponesli okoli šole, da jo zdaj skrijemo za 10 let. Čez 10 let bojo dobili 10 vprašanj, če jih bojo pravilno odgovorili, se jim bo pa v bistvu razkril, kam jo je ravnateljica razkrila. Radi bi, da bojo vedeli, kako smo v bistvu še vedno, tudi zaradi te korone, bili še vedno povezani, da je še vedno bil ta pristen stik človeški in da nismo podlegali čistim elektronskim napravam. Štefan Hadalin nam je dal napotek, da živimo življenje zdaj, da ne zapravimo tega in da moramo verjeti v to prihodnost. Za to zadnje šolsko leto si pa želim, da bi se lahko čim več družili in čim več spominov nabrali.